Nadaljujemo potovanje z mojo družino po Kanadi in tokrat se bomo odpeljali 150 km proti obali do mesta Vancouver. Parkirali smo na sred Stanley Parka in potem se peš ob obali sprehodili do downtowna. Prvi vtisi v mestu, ogromno je brezdomcev, mesto je čist mednarodno in določene ulice so take, kakor da bi stopil ene 100 let nazaj v cajt, ampak hrano pa kavico imajo pa dobro, nimaš kaj. Zelo lepo imajo urejene pešpoti ob marini, v parkih, po samem mestu in všeč mi je to, da še vsaj deloma probajo ohranjati zgodovino Indijancev na njihovem ozemlju, pa čeprav to prikažejo samo kot del turistične atrakcije. Je pa v Vancouveru ful poznan prelet z letalom nad mestom, da si ga lahko ogledaš in tako letala vzletajo na vsake 5 minut. Sprehodili smo še naprej ob marini, da smo prišli do downtowna in moram reči, da sem bil nad tem delom mesta kar precej pozitivno presenečen, ker sem o Vancouveru slišal bolj kot ne sam negativne stvari. Dejansko kot v vseh večjih mestih v Kanadi je tudi tukaj zelo veliko brezdomcev, ki imajo res velike težave s fentanilsko drogo. In dejansko mi smo šli na kosilo v eno grško restauracijo, ki je dosti blizu tega East Sida, kjer je znan predel po teh drogah in že si lahko opazil razliko in videl kar precej ljudi, ki so izgledali kot zombiji. Mene spet zasedel nekaj sladkega in sem si vzel tale sladoled, ki je bil na debelo oblit s temno čokolado in posud z malinami. Šli smo malo kupovati v gift shop in potem smo se počasi odpravili nazaj proti parku, šli v avto, v noro gužvo in se potem ob sončnem zahodu zapeljali nazaj do Whistlerja, kjer smo v fletu pojedli še večerjo, če temu lahko rečeš večerja, in pol je padel še en sladoled v čokoladnici.